Dober večer in lepo pozdravljeni v prvi letošnji oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in danes vas vabim na eno čudovito popotovanje. Popotovanje do vašega najboljšega, edinstvenega jaza. Danes bomo namreč govorili o začetku nove kampanje. Z januarjem je namreč DM začel s kampanjo Povsem jaz. In, dragi moji, sedaj je čas, da se spoznamo, poiščemo tisti najboljši delček sebe, predvsem pa, da začnemo nekako spoštovati našo edinstvenost. Preden začnemo z današnjo temo in kar dvema čudovitima gostjama, pa mi dovolite, da si najprej skupaj pogledamo posnetek, ki nekako najavlja začetek te kampanje. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you if you got it going on. If you got it, got it, got it, got it, got it, got it, if you got it, got it, got it, got it, got it going on, got it going on. Sem karkoli želim, sem povsem jaz. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Tudi moji današnji gosti, ki ju pa sedaj že lahko predstavim, Nika Urbas in pa Nina Burazer. Živjo. Vidve poosebljata in predstavljata, mislim, da tole našo kampanjo, predvsem pa izvajajo nekako si je tista prava avtentičnost, Hvala lepa. pogum in samozavest. Hvala lepa, res lepo slišati, so počaščeni. Dejansko se mi zdi, da bi težko povabili bolj ustrezni osebi, ki bosta danes torej govorili tudi marsikaj motivacijskega. Bom rekla, danes se bomo res dotaknili mogoče tem, ki se jih najbolj običajno v naših oddajah ne. Zato sem zelo, zelo vesela, da imamo danes priložnost govoriti o tem, da je res lepo biti jaz, oziroma lepo je biti Nika, lepo je biti Nina, lepo je biti vi. In danes se bomo nekako po korakih sprehodili do našega jaza. Iskali bomo pravzaprav na nek način tudi nasvete in pa, kot sem že prej rekla, korake do tega, kako si lahko pomagamo, če mogoče imamo občutek, da še nismo čisto tam, kjer bi želeli biti. Predvsem pa mislim, da je za začetek prav, da se sprejmemo točno takšni, kot smo. Se strinjata, da Absolutno. Kako usklajeni gosti imamo, ne? Danes bo res ena fantastična debata, sploh ne dvomim v to. Dragi dami, mogoče še to, kako sta vidve začeli raziskovati svoj notranji jaz, je bilo kakšen poseben način, kako sta se nekako začeli spogledovati s tistim nekaj več, kar imamo vsi mi. Torej, jaz sem spoznala, da vse izhaja iz tega, koliko ljubezni si pripravljen nameniti sebi. Če se tega naučiš, ker to ne pride kar samo po sebi, želeli bi si, da bi, vendar je v družbi, v kateri živimo, včasih to lahko izziv, zato je treba najti način, kako začeti in kako se spustiti v to izkušnjo sprejemanja sebe in si dajanja ljubezni. In ko enkrat to ugotoviš, torej, da ti lahko pripada vsa ljubezen tega sveta, da je to tvoja pravica, ne nazadnje, takrat začneš do sebe vzpostavljati popolnoma drugačen odnos in to se začne kazati tudi v vseh tvojih ostalih odnosih in nenazadnje tudi v odnosu do življenja. Pomembno pa je, da se zavedamo ene ključne stvari in to je tisto, kar si jaz ponavljam vsak dan, zgodaj zjutraj, takoj ko se zbudim, si rečem, zame samo najbolje. Wow. To se mi zdi, da je neka forma ljubezni do sebe, torej oblika kazanja ljubezni do sebe, ker si želiš nameniti visoke standarde. Tvoj cilj je, da si privoščiš vse tisto, kar je take kakovosti, če lahko temu tako rečem, kot ti pritiče, torej najvišje. Kako postati povsem jaz, je mogoče vprašanje, ki najbolj opiše rdečo nit našega današnjega pogovora, ampak ne samo današnjega pogovora. Jaz bom rekla, da bo to kar neka taka mantra, ki bo letos prisotna tekom celega leta, sploh vsi tisti, ki nas boste redno spremljali, boste lahko to občutili, pa ne samo v naših oddajah. Seveda lepo dobrodošli tudi na DM-ovo spletno stran, kjer vas bodo tekom celega leta torej razvajali z različnimi članki, tehnikami, metodami,
kako torej raziskovati in spoznavati sebe. Torej, mogoče še to, osebi, kakršni sta danes, sta ponosni nase, pravičeno po mojem sta lahko. Jaz mislim, da ja. Ja, absolutno. Velikokrat si rečem, veš kaj, Niki, prav super ti gre, lahko si ponosna nase, ampak lahko si pa še bolj ponosna nase. To se mi zdi tudi zelo pomembno, ker samozadostnost lahko včasih izkrivi celotno pot sprejemanja sebe in včasih ti malce zamegli jasno predstavo tudi o tistih stvarih, ki bi jih bilo kljub vsemu lepo izpopolniti. To iskanje tega ravnovesja in predvsem stremenje k višjim standardom, ki sem jih prej omenila, naj bo vselej prisotno. To je tista motivacija, tisto, kar te žene vsak dan, da rasteš, da se vzpenjaš navzgor, da se še izboljšaš, da se še izpiliš in da pri tem uživaš. Kako pa se recimo, Nina, ti motiviraš, da ostajaš zvesta sama sebi? Kaj te žene, kaj je tisto nekaj? Ja, jaz sem v bistvu skozi leta videla, da je najbolj pomemben, da poslušam sebe, se pravi svojo notranjost, kaj mi moj notranji jaz pravi. Velikokrat, ko sem šla nekako mimo tega, ko sem dobila bad vibe za nekaj, ko sem dobila tako, tlele nekaj ne štima, če sem šla z glavo čez zid in še zmeri sprejela te stvari in sem jih nekako malo zanemarila, te slabe občutke, ko se nisem poslušala, se mi zdi, da sem se opekla. Bila sem razočarana in vedno je bil slab zaključek zame, tako da se mi zdi res pomembno sebe posluši in eno tako afirmacijo, tako kot ti v bistvu, ki si rekla, jaz si tudi probam vsako jutro, v ogledalo se pogledam in si rečem, Nina, ne glede na to, kako je težko zdaj tole ali pa tole, sam probi pravi korak narediti v pravo smer in obljubim sama sebi, da zmorem to, ampak sam naredi ta prvi step. Tako. Čudoviti sta in danes bomo navdihnile in opogumile tudi ostale, da stopijo na pot proti lastnemu, v bistvu najboljšemu jazu, kar obstaja. Zdaj, preden začnemo tudi ne nazadnje s predstavitvijo izdelkov, ki ste jih danes izbrali vidve, dragi dami, torej povsem vidve, danes se bo vajin karakter in vajine zgodbe odražale preko torej izdelkov, ki jih bomo spoznavali v nadaljevanju, ampak predlagam pa, da naš pogovor nekako uradno, če lahko tako rečem, začnemo z vajinima zgodbama. Nikino sem slišala že pretekli četrtek na torej začetku oziroma otvoritvi kampanje Povsem jaz. Bila sem navdušena. Hvala lepa. Res bi bila vesela, Nika, če bi jo lahko mogoče zdaj delila tudi z vsemi tistimi, ki nas spremljajo. Čudovita pot od deklice, ki je sanjarila o velikem modnem svetu, do dekleta, ki je ta svet izkusila, in se hkrati naučilo, tudi mogoče preko kakšnih ovir, da včasih tudi ni zlato vse, kar se sveti, oziroma da včasih kakšna stvar ni čisto takšna, kot izgleda na prvi pogled, pa vendarle. Najlepša hvala, kakšen krasen uvod oziroma lep povod za to, da delim svojo zgodbo. Počaščena sem, da jo lahko in upam, da bo marsikatero zmotivirala. Namreč odraščala sem v družini, kjer je bila krojaška obrt izredno močna in sem bila od majhnega obdana s čudovitimi, lepimi novimi oblekami, tako da sem lahko spremljala nastanek novih oblačil. Moje igrišče je bila pravzaprav krojaška delavnica in tako sem že zelo zgodaj začela opazovati ženske, kako stojijo pred ogledalom, pomerjajo te nove obleke in kako se v njih vedno zgodi tista posebna čarovnija, ko začutijo, ja, v tej obleki pa res izgledam dobro. Torej, začutila sem, kaj se zgodi pri ženski, ko pride do njenega trenutka povzdignjenosti. Zato še zdaj verjamem v moč oblačil, ker sem videla na lastne oči kot punčka, kako se to dejansko zares zgodi v praksi. In takrat sem si praktično prisegla, da bom svoje življenje posvetila modi, lepoti, vsem tem lepim stvarem, ki so me od nekdaj navdihovale in verjela v to, da me bo to absolutno osrečevalo in me je in me. Izbrala sem si pravo pot, moram reči, ker to vrstno izražanje sebe mi je pisano na kožo. Vendar seveda, kot izredno nadarjen otrok, sem takoj začela zbujati in gojiti tudi svoje abnormalne ambicije. Torej, imela sem cilj osvojiti cel svet. In ko sem se začela vzpenjati in doživljati svoje prve uspehe, ter kasneje na njih graditi še večje, sem kmalu ugotovila, da se je vse to moje veselje ob ustvarjanju prelevilo v eno čisto tekmovalnost. Tako da sem v enem določenem življenjskem obdobju sanje skoraj da dala malce na stran, zato da sem lahko znova v sebi zbudila to čisto
primarno, skoraj da otroško veselje do ustvarjanja. Skozi to pot pa sem seveda spoznavala tudi sebe in ker je modna industrija pregovorno zelo neizprostna industrija, polna obsojanja neusmiljeno visokih standardov, sem seveda morala iti skozi kar nekaj tovrstnih izzivov, ki so imeli veliko opravka z mojo lastno identiteto, tudi mojo zunanjostjo in pa seveda nenehno željo po dokazovanju in pod črto iskanja popolnosti, ki se je ves čas izmikala in kasneje izkazala za ideal, ki ga ne moreš nikdar zares uloviti. Ko sem enkrat sprejela, da je to pravzaprav samo iluzija in da sem tu zato, da se izražam, da motiviram druge, da spodbujam druge, da stopijo v svojo avtentičnost, ne glede na karkoli, pa sem se sprostila, si vzela nekaj časa zase in se zanimivo naučila uživati. Kako lepo povedano. Zdaj sem rekla, danes bomo imeli kar nekaj tudi takih motivacijskih nagovorov in vesela sem, da lahko delimo to tudi skupaj z vami. Se veste, smo v živo, tako da dobrodošli, klepetalnica je odprta, če bi radi kaj pokomentirali. Če bi mogoče tudi vi radi delili kakšno zgodbo skupaj z nami, seveda dobrodošli, ste na pravem mestu. Nina, tvoja zgodba? Ja, jaz sem pa v bistvu že v srednji šoli nekako čutila neko obsedenost z ličili, bom rekla. In se spomnim tudi med odmorom, sem vedno prijateljicam oziroma sošolkam risala eyelinerja, popravljala barvice in šminke in tako naprej in se še danes smejemo temu, kar se vidimo. Ampak že takrat sem čutila to neko pripadnost, nekaj se je zgodilo v meni in moja kariera se je v bistvu začela v modi, malo drugače sicer, ampak začela sem delati v trgovini z oblačili, ampak sem hitro videla, da mi duša je lačna po nečem več in sem ubrala to pot in pogumno in trmasto se podala v svojo smer. Čudovito. In verjetno si hvaležna, ne? Zato sedaj... Vsak dan, res. Ker verjamem, da je mogoče za koga, ki nas zdajle spremlja, mogoče celo to, kar govorimo malo abstraktno, obljubljamo, da bomo do konca te oddaje zelo po korakih tudi mogoče razložili, kako lahko čisto, ne, ker včasih je treba tehničen pristop na začetku, potem pa stvari lažje stečejo, ampak mi bomo danes res lepo po korakih tudi razložile, kako se začne ta res pot do povsem jaza. Zdaj pa mogoče za začetek en hiter izziv, sta pripravljeni, sta za? Takoj. Ste vi pripravljeni? Ne, vi boste samo uživali, punci pa naj zdaj malo porazmislita. Torej, en izdelek iz celotne ponudbe DM, ki se vam zdi, da vaju najbolj opiše oziroma da najbolj simbolizira vajino pot avtentičnosti, te trme, kot si ti prej omenila, in ne nazadnje tudi poguma. Pogum je zelo, zelo pomembna stvar. Zelo, absolutno pomembna sestavina. Nina? Zame je to suhi šampon. Zakaj? Slučajno tale? Točno ta von. Jaz sem v bistvu taka ženska, ki včasih nimam časa, ne energije biti 1 uro v kopalnici in si urejati lase, ker se to ne zgodi kar tako, ne, traja nekaj časa. In na dneve, ko enostavno nimam energije, nimam časa, lepo posprejam v lase, si lepo razmršim lase, se pogledam v gledalo, malo popravim kakšen lasek in jaz sem ready za svoj dan. Ja, to resnično deluje. Ni boljšega izdelka za urejeno pričesko, kot je suhi šampon. Pa tudi kodre drži. Vse pričeske dobijo volumen in so mnogo bolj obstojne. To je nujna stvar, se strinjam. Ampak nisi pa ti izbrala tega izdelka, ne? Nika, ti si zase izbrala enega drugega, če jaz kaj prav vem. Ali pač? Res je, izbrala sem enega drugega, ki je zame pravzaprav ima zelo močno simbolno vrednost in sicer kot takole razmišljam, kaj mene najbolj predstavlja. Torej seveda obožujem lepoto, modo, kozmetiko, ličila in na koncu pod črto se mi zdi, da vse to tako čudovito simbolizira ena lepa, elegantna šminka. Tako da zbrala sem si tole roza šminkico. Kar izvoli, primijo roke, kar vem. Se veseliš? Ne samo, to vam moram povedati, ne samo, da ta šminka seveda je krasna formulacija, zato ker ta šminka sodi med tako imenovano naravno kozmetiko, tako da se lahko pokiti z res krasnimi naravnimi sestavinami. Poglejta, kako lepa je. Ni to občudovanje vredno, ajda, to tako lepo pristoji na tvoj blazer. Pravzaprav res dan. Absolutno, Nina, ti bi pa z njo itak izgledala pariško šik, kombinacij s tem suknjičem. Jaz pa mislim, da če bi se zelo zelo šminkala, bi zbudila pomlad takoj. Res krasna stvarca. Pa tudi roza šminka je ena taka romantična kozmetika, ki ti pomaga do tega, da lahko ustvariš total look, ki je popolnoma naraven. Torej, jaz je ne nanašam samo na ustnice, pač pa jo dostikrat uporabim tudi v vlogi rdečila za lica. Lepo jo nanesem na hrbtno stran roke, pustim, da se malenkost ogreje, potem pa segreto nanesem dobesedno na tapkam na predel lic in sicer na tale zgornji del ličk,
taki se ne bo napnejo, ko se nasmejimo in s tem pričaram to mladostno rdečico, ki tako lepo osveži ženski obraz, še zlasti zdaj lepo zimi, pa na prehodu v pomlad, ko so naši obrazi bolj bledi, nimajo te klasične zagorelosti značilne za poletje, je roza šminka tisto, kar nas bo takoj poživilo. Kako lepo ste tudi uskladili barvno svoja prva izbrana izdelka, ne vem, če kdo opazil. Neverjetno, res lepo. Ker pa danes govorimo seveda o Povsem jaz kampanji, ki seveda v prvi vrsti nagovarja tudi vas, drage gledalke in gledalci, smo za vas prilagodili tudi današnje ugodnosti. 30-kratne točke si lahko izberete tudi vi na izdelek, ki je vam najbolj ljub, ki je najbolj vaš, ki najbolj prikazuje to, kar ste vi zares v bistvu tukaj notri. Mogoče tega ne pokažete vsak dan, ampak vsi mi čutimo, da to imamo in danes to budimo na plano. Da vam bo še lažje, si torej lahko izberete izdelek, ki vam bo pri tem pomagal. Od danes pa do nedelje veljajo 30-kratne točke, izkoristite jih lahko torej v spletni trgovini ali pa s pomočjo QR kode v torej fizičnih trgovinah DM. Če boste kupone aktivirali, tam seveda izberete, katere izdelke preferirate, če jih boste izbrali več, se vam bo kupon upošteval ob nakupu najdražjega izdelka. Tako da smo pomislili na vse in verjamem, da boste tudi vi zažareli s tem produktom še nekoliko bolj kot sicer. Tako, torej, sicer pa princip delovanja je podoben, glede na to, da ste bili že obe gostje v oddaji DM Live Vesta, v zgornjem levem kotu se prikazujejo izdelki. Danes torej tisti, ki ste jih vidve izbrali in ki bodo opremljeni tudi s posebnimi zgodbami in s klikom na izdelek tega enostavno pospravite v nakupovalno košarico, kar pomeni, da lahko z nakupovanjem začnete v tem trenutku. Naš pogovor pa danes res lahko rečemo nekakšna mešanica vajnih življenjskih izkušenj, a ne pa seveda tudi teh izdelkov, ki jih bomo predstavljali. Prej sem pa rekla, da bomo bile tudi kar precej konkretne. Včasih to pomaga sploh na začetku. Torej, kako začeti in potem stopati po poti do avtentičnega jaza? Kaj bi rekli, da je tisti, pa recimo temu kar prvi korak? No? Menim, da je pri tej stvari zelo pomembno, da se zavedaš, da včasih naše sanje in naša pričakovanja megli strah. Najprej moramo obračunati s strahom. Govorimo o strahu pred tem, kaj bodo rekli drugi, kako nas bo sprejela okolica, a se nam bo morda kdo posmehoval in tako naprej. Ta strah je povsem odveč. Ko ljudje enkrat začutijo, da izhajaš iz svoje pristnosti, in to govorim iz lastnih izkušenj, takrat te ljudje ne obsojajo več. Družba te sprejme, zato ker ve, da več od tega ne moreš dati, ker si enostavno to, kar si. Torej, najbolj praktičen način je, da se pogledaš v ogledalo in si rečeš, kaj bi zdajle naredila oziroma naredil, če me ne bi bilo strah. Recimo, da živiš v idealnih pogojih, nič te ne omejuje in imaš vse možnosti, da spišeš svoj novi scenarij, torej scenarij svojega pristnega življenja. Kaj bi to bilo, če te ne bi nič omejevalo? Včasih si lahko šokiran nad tem, kaj bi storil, ker ugotoviš, da si pravzaprav želiš nekaj povsem drugega, kar se od tebe pričakuje. Ampak ne popuščati. To je tisti pravi odgovor, to je tista prava pot oziroma tvoj pravi klic, ki te bo zagotovo popeljal do notranjega zadovoljstva. Nina, kaj se je spremenilo, ko si ti recimo prvič prisluhnila sebi in svojim občutkom? A se spomniš tega trenutka? Tega aha momenta. No, ja, recimo, ja. V bistvu, jaz se spomnim enega izmed svojih prvih snemanj, ko sem naličila ženski model. In ko sem jaz njej dala v roke ogledalo, ko se je ona pogledala, una smeh, una vzhičenost, uno zadovoljstvo, iz nje pač se prikradla ta samozavest, ki je vedno bila tam, ampak si nekako ni pustila, da pride ven. Ja. In v enem momentu sem videla, jaz to hočem, da doprimoram temu, da se ženska ali pa oseba tako počuti, toliko boljš in če to lahko naredim, jaz hočem to delati. To je tvoje poslanstvo. Ja. To v bistvu ni delo, to je poslanstvo in način življenja. Ne? Res je. To je v bistvu najvišja oblika tega, kar se mi zdi, da lahko, ne, do kamor nas lahko pripelje, mogoče tudi nek hobi, interes, strast. Ful pomembno. To so v bistvu vse gradniki naše avtentičnosti, se strinjata. Ja, jaz mislim, da prava avtentičnost vedno v sebi skriva poslanstvo in nikdar ni namenjena samo temu, da ti cvetiš v njej, pač pa je namenjena predvsem temu, da s svojo avtentičnostjo navdihuješ ali pa na kakršenkoli način pomagaš drugim. Vsi smo eno in prava avtentičnost je tista, ki povezuje. Ja, lepo povedano. Nina, mogoče še ena tvoja zgodba, s katero se lahko, se mi zdi, poveževa tudi jaz in Nika. Tebi je tvoj hobi na nek način postal poklic. Ja. A ne? Ni šlo pa čisto brez dvomu okolice. Ne? Vemo, da sploh naši starši si ponavadi, če si otrok izbere mogoče malo bolj nekonvencionalno pot,
pa če so starši bolj, bom rekla, ziheraši, po domače povedano, a ne, imajo mogoče neke tendence, želje, da bi te vendarle usmerili na pot, ki je malo bolj stabilna, malo bolj trda, saj v njihovih očeh. Ja, res je. Moja mami, ne bom rekla, da je dvomila, ampak definitivno je bil prisoten strah. In sicer zato, ker ima tudi sama zahtevno službo, v kateri dela že 35 let in je seveda želela, da je njenim otrokom lažji, ne težji. Ampak jaz sem zelo trmasta oseba in kar furam svoje in nekako ne pustim, da me pričakovanja drugih omejujejo, ampak potem, ko je videla, da meni stvari grejo, da se nekako puzle sestavljajo, je seveda še danes moj number one fan in me podpira do konca. Možno, ne? Ja. V rokah imam tvoj drugi izbrani izdelek, gre za črtalo za ustnice. Zakaj črtalo za ustnice? Z njim rišeš, ne, verjetno, bom rekla, različne krivulje življenja, predvsem na tvojem platnu, ker so večinoma obrazi, a ne? Ja. Kaj nam boš narisala danes? V bistvu jaz sem kar mal obsedena z lip linerji. To verjetno tisti, ki me spremljajo na socialnih omrežjih, že kar dost vejo. In sicer, zakaj točno ta odtenk? Zdaj sem mičkan preveč pritisnila. Zgodi, ne? Dobro, da je kar nekaj notri. Tako. In boste videli tudi, ne samo, da je obstojen lip liner, tudi doda neko obliko, obrazu. Jaz tudi, ko ne nosim ličil, dam gor samo lip liner, kakšen dober glos, in jaz sem ready za začeti svoj dan. In mislim, da je to nekaj, kar velikokrat pozabljamo in ko mi ženske rečejo, da ne uporabljajo lip linerja s šminko, jih kar čudno pogledam, kako, zakaj, če lahko. Kako jim uspe, jaz se ne morem naličiti ustnic brez lip linerja. On je definicija. Tako, točno to. On da tako lepo definicijo in ker je pač mičken bolj rjavkaste barve, tudi v bistvu posnema nekako naravne sence našega obraza in tudi zgleda mičken bolj naravno vse skupaj in dam gor in sem pripravljena za svoj dan. Kolikokrat ste se recimo na vajini poti, Nika, pa mogoče zdaj ti, a ne? Kolikokrat si čutila pritisk, da si se morala odreči svojim interesom zaradi nekih pričakovanj, ki so jih imeli ljudje do tebe? Tega je bilo v mojem življenju kar precej. Torej, seveda tudi sama sem šla skozi pot, kjer se nekako sprašuješ, oziroma te okolica sprašuje in postavlja pred dejstvo v smislu, a si prepričana, da je modna industrija tista, ki si jo res želiš, a ne bi kakšnega bolj ziheraškega poklica, kakšne bolj ziheraške poti, ker boš imela bolj udobno življenje in tako naprej. In to so seveda zelo dobro namerni nasveti na mestu, vendar, ko ti nekaj res močno želiš delati, torej, ko te kliče k nečemu, to pomeni samo eno. Ta poklic je izbral tebe, nisi si ga ti izbral. Prepričana sem, da bo vsakdo, ki je ustvarjalen, vključno s teboj, Nina, verjetno se obe strinjava, to te kar pokliče in takrat ni več debate. O tem se ne pogaja. Ti to moraš. Ti to moraš. Tako da to je bilo to. Ampak v življenju sem se srečala tudi z drugimi izzivi, ki imajo veliko opraviti z iskanjem svoje avtentičnosti. V mojem primeru je bilo to, je vse izhajalo iz tega, da sem že kot majhna, torej kot deklica, močno izstopala. Vsak ima svojo energijo, moja življenjska energija je izredno intenzivna in to se je od nekdaj opazilo. Nisem se potrebovala začeti močno ličiti, oblačiti v odštekana oblačila. To je bil samo še stranski učinek vsega skupaj. Lahko sem se po cesti v družbi z mamo kot deklica sprehajala oblečena v povsem običajna oblačila, pa so se vsi ozirali za menoj. In to mi ni spustilo, to mi je sledilo kot senca, tudi kasneje skozi obdobje odraščanja. Seveda, kasneje sem seveda razvila svojstven način oblačanja in se popolnoma prepustila temu užitku eksperimentiranja z videzom. Meni še do nedavnega ni bilo tako pomembno, da bom izgledala lepa. Mene je zanimalo samo to, a bom izgledala tako, kot sem si v svoji glavi zamislila, torej a bom ustrezala karakterju, značaju, ki sem si ga zamislila, a bom ustvarila tako domišljijsko zgodbo in tako naprej. In skozi odraščanje to včasih ni bilo tako prijetno. Vem, kako izgleda, ko se vrstniki norčujejo iz tebe, iz tvoje podobe, ko nihče ne razume tvojega modnega izraza, ko moraš poslušati take in drugačne očitke in na njih odgovarjati nekako skozi nasmešek, zato ker se ne želiš spuščati v konflikte. Tako da vsega tega je bilo veliko, vendar za voljo tudi moji lastni trmi in pa odločenosti, da se ne bom odrekla temu užitku, sem vse skupaj nekako uspela potisniti na stran, se odločila, da bom vedno sledila sebi in svojim strastem in danes lahko rečem, da je to morda eden mojih glavnih ponosov. Torej, če sem na kaj ponosna, sem ponosna na to, da nisem klecnila. Klonila. Pod pritiski drugih. Tako. Bravo. Se strinjata, da je zelo pomemben del tega, da pač dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili,
to, da imamo sanje. Brez sanj ni motivacije. Res je. Se lahko poistovetite s tem? Zelo sanje so ključne. Tudi jaz v to verjamem, čeprav nas mogoče družba kdaj potem prepričuje, da so to zgolj sanje, ki ne morejo postati resničnost, ampak lahko so pa neka osnova za to, da mi dejansko sprovedemo tudi tisti prvi korak, a ne, da dobimo tisto pravo motivacijo. Absolutno. Zdaj, Nika, tvoj drugi izdelek v bistvu simbolizira en trenutek v tvojem življenju, ko si pa ti zaznala, da si na pravi poti, a ne? Ja, da si na pravi poti. Res je. In to je točno, ta izdelek to simbolizira, zdi se nenavadno. Kaj bi zdaj to lahko bilo? Ampak naj razložim. Torej, to je, da najprej povemo, za kateri izdelek sploh gre. To je kartača, ki jo nosiš s seboj, takole se lepo odpre in je namenjena temu, da jo daš lepo v svojo damsko torbico in čez dan s tem osvežiš svojo pričesko. Še zlasti, če imaš dolge lase, potem nenehno čutiš potrebo potem, da skrbiš za to, da so lasje lepi, da imajo gladek padec. In še zlasti pri zimski garderobi se dostikrat zgodi, da so lasje, ne glede na to, kako skrbno jih zjutraj sfriziramo, hitro malo nacufani, torej izgubijo tisto svojo prezenco. Torej, s to kartačo jaz svojo pričesko redno osvežujem. In zdaj, zakaj ta kartača? Kakšen je njen simbolni pomen? Torej, leta in leta sem bila model v raznih frizerskih salonih, tako v Sloveniji kot tudi v Londonu in bila dolgolaska. Mislim, da res kar en dobršen del mojega življenjskega obdobja. Moje pričeske so bile najbolj avantgardne, drugačne, odštekane, nenavadne, ker si jih lahko zamislita. Od take čist najbolj kratke do popolnoma konceptualne, vse barve las sem dala že čez. In bila sem prepričana, da zame so kratke frizure in to je to. Ampak potem sem začela pa na eni točki razmišljati, da morda bi pa kljub vsemu začela lase puščati dolge, ker me je nekaj poklicalo k temu. In v tistem obdobju sem se istočasno začela poigravati z mislijo, da bi morda v svoje življenje povabila več te sproščujoče, mehke, nežne, cvetoče ženske energije. Zame je bila to velika sprememba, zato ker sem bila v tistem obdobju izredno tekmovalna, neverjetno ambiciozna, želela sem biti na vrhu sveta in mi je šlo pri tem kar dobro, moram priznati, samo seveda sem plačevala svojo ceno. Bila sem nenehno utrujena, izčrpana in napeta in imela občutek, da se moram non-stop dokazovati. Bolj kot so mi rasli lasje in bolj kot sem jih jaz negovala, bolj sem vstopala v svojo cvetočo žensko energijo in še zdaj imajo dolgi lasje zame zelo močno simbolno vrednost. To je zame najlepši simbol ženstvenosti in zato jih tako rada negujem in zato je ta kartača ves čas ob meni. Naju si tako ali tako že prepričala, že prej smo klepetala o tem, kajti na splošno se mi zdi, da vse dolgolaske potrebujemo kakšno, takole priročno kartačo ves čas pri sebi. Še tako šik zgleda. Zelo. Ja. Zdaj malo si že odprla to temo, ki bi jo zdaj rada še malo bolj naslovila in sicer lepota. Lepota tista notranja, seveda tudi zunanja, kako zelo pomembno vlogo igra pri tej naši poti do lastnega jaza, tudi ne nazadnje do avtentičnosti. Pa začnimo z definicijo lepote. Tako, če bi zdaj v kratkih parih stavkih povedali, kakšna je vajina definicija lepote na zunaj in notrej. Mislim, zame je lepa oseba tista, ki je samo svoja, tista, ki se ne čuti dolžna svetu ničesar in je brez opravičila taka, kakršna je, da je iskrena predvsem do sebe, pa tudi do ljudi okoli sebe. In mislim, da to je nekaj najpomembnejša vrednota, ki jo lahko človek ima. Absolutno se strinjam. Ja, jaz menim, da je lepota subjektivna, torej zelo težko definiramo lepoto v svoji polnosti, ker je nikdar ne bomo zares doumeli. Lepota je namreč vse prisotna in bolj kot se odpiraš, več kot pozitivne energije sprejmeš vase, več lepote vidiš okoli sebe. Poznamo ta fenomen, veliko nas je to seveda že izkusilo, ko si na primer noro zaljubljen, ko ti srce poje od ljubezni, ko si odprt, takrat se ti zdi vse lepo. Stvari, ki te motijo, grejo kar mimo tebe, ne zdijo se ti sploh pomembne, ti vidiš lepoto v vseh ljudeh, ker si tako odprt. In enako velja za lepoto v vseh aspektih, torej zunanjo lepoto in notranjo lepoto. Bolj, ko se odpiraš, več ljudi oziroma več stvari ti postane lepih in tudi ti oddajaš oziroma izžarevaš en prav poseben sijaj. Tako da za pravo lepoto je potrebno skrbeti na dva načina. Prvi je seveda ta, da se skrbi za svojo zunanjost, ker to, kar si ti sporočaš samemu sebi prek svoje zunanjosti, to začne verjeti tudi tvoja notranjost. Istočasno pa je potrebno lepoto gojiti znotraj sebe. Torej, potrebno je začeti razumevati, da vsak od nas ima svojo zgodbo. V življenju vnašajmo več sočutja, več ljubezni, odprtosti in sprejemanja in takrat se zgodi tista čarovnija, ko se ti zdi, da lepotni standardi so popolna iluzija, to sploh ne obstaja. Vsak ima nekaj lepega na sebi in to je vedno tisto najpomembneje. Wow. Navdihujoče, bom rekla samo to. Zdaj, Nika je že mogoče malo tudi omenila
kakšen ritual, kako pa priti do tega, kako negovati to lepoto v sebi, na sebi? Ja, zame je to definitivno, da sem v stiku sama s sabo in to pomeni lahko kakršnakoli rekreacija, lahko je tudi sam sprehod v naravo. V bistvu to razkošje imamo, da lahko res stopimo iz stanovanja in nas obkrožajo drevesa, sam prisluhniti mi je malo treba, jaz si ful rada dam glasbo, podcast. V bistvu posvetim se sama sebi ali pa tudi kakšen skincare, malo masaža obraza, samo toliko, da čutim sebe. No? In omenila si glasbo, no, naj omenim, na platformi Spotify smo že objavili tudi seznam skladb, Povsem jaz, tako da mogoče še en del navdiha, še en del motivacije in še ena borca urit za to, da res stopimo na pot proti lastnemu sebi. Oprostite, ker sem takole rekla, ampak se mi zdi, da včasih, ne, ljudje smo različni, včasih koga najbolj predrami tudi, a ne, to, da ga mogoče mičkeno primemo za ramena in potresemo. Absolutno. Mal tough love momentek. Ja. Različni pristopi seveda za različne ljudi. Zdaj, kaj bi še rekli, kako bi spodbudile ženske, da začnejo ceniti svojo naravno lepoto? Včasih je to kar težko pri vseh teh idealih, ki nas obkrožajo. Že prej smo malo spregovorili tudi o tem, ne, da tisto, kar vidimo na socialnih omrežjih, absolutno ni tudi realno, a ne, in da se moramo zavedati, da obstajajo, se vemo, različni filtri, aplikacije, ki lahko, a ne, sploh recimo to zunanjo lepoto, a ne, še dodatno maksimizirajo oziroma zakrijejo neke nepravilnosti, ki so prisotne. Kako se spopadati s tem? To je zelo aktualno vprašanje v resnici. Ja, meni se zdi, da živimo v dobi, kjer je res poudarek na perfekciji in sicer popolne slike, popolna telesa, popolna koža, ampak z vsemi temi filtri smo pravi ljudje, ki imamo teksturo, imamo nepravilnosti, ampak meni se zdi to res tako unikatno v vsakem, da se v bistvu sprejmemo, ker imamo to moč, a ne, težko je se primerjati, težko je živeti v tem ciklu, da se ti primerjaš konstantno z nekimi osebami, medtem ko imaš ti že toliko svoje lepote, ki jo ne vidiš. In nikoli ne prideš do konca, ne, to je tista Točno stvar. to. Pač nikoli ne moreš zmagati v tej borbi, v tem šprintu. Ne moreš zmagati. Ne moreš. Ja, tako je. Nikaj. Jaz menim, da vedno na koncu spoznamo, da smo v resnici ves čas tekmovali sami s seboj. Ker v resnici na ljubo ne obstaja nikakršna inšpekcija, ki bi naprimer zapovedovala, koliko gub imamo lahko in koliko jih ne smemo imeti. Ne obstaja nikakršen zavod, ki bi postavljal standarde, do tega in tega leta ste ženske cvetoče, potem pa ne več. Sami si ustvarimo te strahove, zato ker mislimo, da se moramo dokazovati. Ko enkrat spoznaš, da se ti ni treba dokazovati, da vse, kar potrebuješ, že imaš. In to lahko samo še lepšaš, neguješ, loščiš na tak način, kot ti najbolj paše. Takrat se začne to veselje. Sama priznam, da ekstremno uživam v lepotnih ritualih, v negovalnih ritualih. To so zame kot nekakšni obredi, ki se jim posvečam z vso predanostjo, zato ker v njih tako uživam. Nikdar si naprimer ne rečem, želim se znebiti teh in teh gub. Ne, jaz si rečem, to so moje gube in so del mojega okrasja. Zdaj pa jih želim še bolj negovati, zato da bodo še lepše in se jim zahvalim. Zelo lepo povedano. Zdaj, glede na to, da smo trenutno pri tej malo bolj zunanji lepoti, izdelek Nina, ki si ga izbrala ti, v bistvu nagovarja naravno lepoto in samo še poudarek vsega tistega, kar je že tako ali tako lepega na nas. Tako. Jaz sem si izbrala točno v bistvu od tele znamke, od Ebelina sem si izbrala čopič, ki ima sintetične ščetine, kar pomeni, da ne vpije veliko produkta, ampak da predvsem ostane pigmentacija na koži, kjer jo valjda hočemo. Ful mi je všeč tudi, ker je mejhen, priročen, vržem ga v make-up torbico ali ga imam pa kar doma na mizi. To je nekaj, kar se mi zdi, da tudi ko kakšen izdelek mogoče ni najboljši, si lahko s tem le pomagamo, da ga izboljšamo. Hvala za zelo lepo predstavitev. Nika, kaj si izbrala ti? Ja, torej mene seveda večina ljudi povezuje z glamurjem, eleganco in k temu seveda sodijo tudi visoke pete, ki jih resnično obožujem. Jih ima tudi obute zdaj, ne vem, če se to tudi obute, poleg tega sem nekdanja plesalka in sem že od svojih 14 let nenehno v visokih petah in to ne govorimo o petkah, jaz govorim o petah, konkretnih. In kaj zdaj to pomeni? Torej seveda po eni strani to užitek v gibanju, ko enkrat izmojstriš visoke pete, se jih naučiš nositi, ti to resnično pomaga pri samozavesti in pri osebni prezenci, ampak
stvar je v tem, da ti moraš v tem uživati. In če si ne pomagaš s takimi stvarmi, kot je denimo v tem konkretnem primeru tale čudoviti gel, hladilni gel za stopala, potem lahko včasih ugotoviš, da ti je vsa ta eleganca lahko samo v breme. Torej, kar želim povedati je, ženske, uživamo v lepoti in modi, vendar poskušajmo si stvari narediti praktične in poenostavimo si svoj vsakdan. Torej, jaz si s tem gelom točno to naredim. Ko pridem zvečer ali pa sredi dneva domov, si lepo sezujem svoje čevlje, potem si pa noge lepo počasi namažem s tem gelom, pustim, da se vpije v kožo in se enostavno prepustim občutku sproščanja in ta užitek, to je tako fantastično. Zraven si odstranjujem svoj make-up, tako da se prelevim iz glamurozne dive v enega medvedka v svoji jopici in priznam, da tako uživam v tej preobrazbi in v tem sproščanju. To je ljubezen do sebe, da znaš poskrbeti zase, da se znaš podcrkljati in da se znaš prepustiti tem drobnim užitkom in ta gel zagotovo sodi v to, nikdar ne razočara. Res je fantastičen. Je na moji wish listi oziroma absolutno naslednjič, ko zavijem v DM, gre z mano, ker se mi zdi, da tu, dobro, nekaj so visoke petke, ampak nasplošno sprostitev stopal vedno prija in tukaj imamo tudi res toliko enih točk, ki vplivajo na dobro počutje celega telesa, da se splača investirati v to. Nika, hvala, ker si nas spomnila na to zelo pomembno malenkost. Z veseljem, hvala. Dragi dami, počasi prehajamo k temu zadnjemu delu raziskovanja sebe, notranjega jaza, naše čudovite edinstvenosti. Zdaj pa mogoče še eno zelo plastično vprašanje. Spet, želimo pomagati, da bi vsi stopili na to pot. Torej, kako mi vemo, da smo dosegli svoj cilj na tej poti raziskovanja samega sebe? Jaz mislim, da nikoli v resnici, ne da nikoli ne dosežeš tega cilja, ampak da se ta meja kar mal umika in umika, ampak to je okej. Jaz mislim enkrat, ko si rečeš, zdaj sem pa res vse že dosegel, da takrat pa začneš tudi malo stagnirati. Tako da jaz mislim, da je korak v pravo smer že dovolj, da nekako si rečemo, okej, počasi grem v pravo smer in se bližam cilju, ki pa ne vemo čist, kje je. Ja, tako je. Samo naprej in samo navzgor. Zastavimo si neka pričakovanja in naj bo to seveda, temu mi radi rečemo cilj, ker ljudje tako radi vse postavljamo v kategorije, vendar ta cilj mora biti izmuzljiv. Takoj, ko se nam zdi, da smo ga ulovili, se že pomakne malenkost bolj navzgor in mi imamo pred seboj seveda novo nalogo izpopolnjevanja sebe, torej svoje notranjosti ali pa svoje zunanje podobe, svojega vedenja, morda svojega načina razmišljanja. Nenazadnje, tudi če se lotimo naloge, ki se zdi tako banalna, naprimer, da bomo od zdaj naprej razmišljali bolj pozitivno, že to je zelo pomemben korak k temu, da se nam lahko spremeni vsa realnost. In ko pride do avtentičnosti, je to tako zelo pomembno. Zato, ker avtentičnost, torej biti pristan jaz, biti res to, kar v resnici si, pomeni, da izhajaš iz čiste pozitive, da ne obsojaš, da sprejemaš in da izhajaš iz veselja, iz užitka in iz popolnega ravnovesja. Vse ti je okej, po drugi strani pa s kritičnim očesom vidiš, česa ne želiš sprejemati v svojo realnost. To je nenehen proces in tu smo zato, da se ga lotevamo iz dneva v dan z enako predanostjo. Tako je. In čeprav nam mogoče to potovanje k sebi večkrat predstavlja tudi izziv, je to edino potovanje, ki je res vredno. Vredno. In mislim, da tukaj se ob koncu, zdaj sem dobila kar malo kurje poti, vi tega ne vidite, ampak tukaj se je res ustvarila, mislim, upam, da ste občutili ena taka res prijetna energija. Mogoče samo še tole, da preden vam zaželim lep večer vsem skupaj, še enkrat si bomo pogledali tale videoposnetek, da nas vse skupaj nekako navdahne in da se bomo res spomnili, da je pot k sebi najbolj pomembna pot v našem življenju. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can get it right. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach you, I can love you if you got it going on. If you got it, got it, got it, got it, got it, got it, if you got it, got it, got it, got it, got it going on, got it going on, yeah. Got it, got it, got it, got it, got it going on. Got it, got it, got it, got it, got it going on. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable, I'm creative, honey, you can't get it all. Sem karkoli želim, sem povsem jaz. DM. Kupujem tam,
kjer nekaj velja. Hvala lepa, bom rekla zdaj pa res iskreno tudi mojima današnjima gostjama. Hvala. Se veste, brez vas, ne, brez vaju danes, ta oddaja ne bi bila tako super navdihujoča in motivacijska. Tako da hvala za vajno energijo, srčnost, iskrenost, tudi pripravljenost, ne, da mogoče v tej poti do iskanja lastnega pristnega jaza smo pripravljeni tudi na to, da odkrijemo kakšno svojo, ne bom rekla slabost, mogoče kakšno stvar, na kateri bomo še malo delali. Odstopanje. Odstopanje. Ja, res, hvala lepa, Ajda, bil je velik užitek, da smo lahko z Nino delili svoje misli, kakšna krasna družba in čudovita energija. Ja, tudi jaz se zahvaljujem obema, tukaj je fajn biti s takimi krasnimi ženskami in s tako hudo tematiko in mislim, da je to res neki top, kar smo danes naredili tukaj. Hvala vam. Hvala seveda tudi vsem vam in preden se poslovim seveda še povabilo, čez 2 tedna oziroma 28. januarja spet vabljeni v našo družbo, govorili bomo o negi kože po zimi, to se pravi, kako doseči zdravo in bleščečo kožo tudi v teh bolj hladnih zimskih mesecih in se hkrati počutiti odlično. Tako da ne zamudite, gledamo se v aplikaciji Moj DM, do takrat pa srečno! Srečno.